Hvala lepa vsem, ki ste tle, naše mlade tečajnice, tečajniki, ponosni smo, da ste se odločili, da se nam pridružite. Hvala lepa pripadnikom in pripadnicam Slovenske vojske za sodelovanje, za izobraževanje bodočih tovarišic in tovarišev. Hvala lepa naši ekipi iz Uprave za zaščito in reševanje in pa ponosen sem na vas, spoštovane gospe in gospodje, tisti, ki ste tu kot starši, stari starši, sorodniki, prijatelji, znanci. Odkar sem prišel v to hišo, mi je res lepa misel maestra iz leta 18, ki je dejal, da je naša skupna sveta dolžnost, da branimo domovino, premoženje in življenja naših dragih. In za to gre. Zato vsaka normalna država, in mi smo ponosni na naše korenine, da imamo kot majhen narod lepo državo, rad jo moramo imeti, se truditi zanjo in seveda del te zgodbe je tudi Slovenska vojska. Če ne bi imeli sistema teritorialne obrambe, če se leta 91 junija na podlagi plebiscita in velike enotnosti ne bi uprli tako, kot smo se, z orožjem, s civilno tehniko, z gospodarsko pomočjo, potem naše države ne bi bilo, ne bi danes govorili tako, kot govorimo. Sistem obrambe, zaščite in reševanja je dragocen. Mi v tem času danes znamo poskrbeti za finance, za tehniko, vse to je zelo pomembno. V zadnjih 2 letih smo dobili dragoceno opremo, ki jo bomo v kratkem še nadgradili. Dobivamo helikopterje, ladja bo posodobljena, pristalo je drugo letalo Spartan, imamo majhno floto letal za gašenje iz zraka, imamo cel kup najsodobnejše tehnike, ampak spoštovane in spoštovani, od tega ne bo veliko, če upravljanje vsega tega ne bo v rokah ljudi, ki imamo to državo, domovino in vse, kar spada zraven, radi. Ključni smo in ostajamo ljudje. Zato še enkrat zahvala za pogumno odločitev vsem 86. Slišim, da ste imeli aktiven teden, da vam ni bilo dolg čas, da ste se naučili, videli in spoznali v teh lepih gorenjskih krajih marsikaj novega, kar je pa najpomembnejše, vsi vi, ne samo po sobah, ne samo po spalnicah, vseh vas 86 je zdaj ena enota, ena četa ljudi, sošolcev, tovarišev. In tisto, kar je najpomembnejše, je enotnost. In če kje vemo, kaj je enotnost, potem v obrambnih silah vemo. In kadar govorimo o varnosti tej države, nam mora biti vsem, Slovenkam in Slovencem, prvo in pa osnovno vodilo. Še enkrat čestitam vsem, ki ste tukaj. Moja iskrena želja je, da gremo skupaj naprej. Zato imamo v Slovenski vojski za vas številne izzive, dobre pogoje za delo, življenje, za ustvarjanje. V Slovenski vojski v 13-14 tednih lahko dobite poklic, se nam pridružite. V nadaljevanju boste kot pripadnice in pripadniki imeli vsak dan 1 uro za šport, ki je plačana, ki je sestavni del službe. A ni to lepa stvar, lepa spodbuda, nagrada? Srečali se boste z najsodobnejšo tehniko. Saj ne gre samo za
orožje in pa oborožitev. Mi rabimo strojnike, pilote, tehnike, veterinarije, zdravnike, medicinske sestre, računalničarje, praktično vse poklice. Zatorej še enkrat povabilo, poglejte si pogoje, pod katerimi se je moč pridružiti Slovenski vojski. Jaz sem prepričan, da se marsikdo od vas odloči že zdaj v kratkem, kdo kasneje. Iskreno pa povem, želimo si, da smo tovariši, da sodelujemo in da delamo dobro. Prejle se je res lepo slišali, delajmo dobro za našo domovino, za državo. Dajmo še enkrat, koliko smo prej rekli. Za koga? Za Slovenijo! Bravo, hvala.